Četrta lekcija je pa spremenjen časovni okvir. Včasih se nam akaški zapis poruši oziroma spremeni zaradi porušenega, spremenjenega časovnega okvirja. Kaj to pomeni? Vsak akaški zapis ima svoj optimalen časovni okvir. Čisto vsak. To pomeni, da ko akaša ustvari zapis, se istočasno poišče oziroma najde najbolj optimalna pot za realizacijo tega akaškega zapisa, ki obstaja glede na neke okoliščine oziroma na neko zavest. Ne? Torej, vedno, ko se ti odločiš, da boš ti nekaj naredil, takrat vesolje, oziroma ne vesolje, tvoj višji jaz in tvoji duhovni vodniki prekalkulirajo, vključijo vse mogoče parametre, ki vplivajo na tvoj akaški zapis in naredijo poravnavo in določijo časovni okvir, ko se bi naj ta tvoj akaški zapis realiziral oziroma ko ga ti dosežeš. Ne? Ti rečeš, na primer, jaz bi bila rada svetovno znana pevka in akaški terapeuti oziroma akaški gospodari in tvoji duhovni vodniki pogledajo vse okoliščine tega sveta in tvoje in dušne in vesolje in drugih ljudi in naredijo najkrajšo pot do realizacije tega zapisa. Težava nastopi takrat, ko človek, takrat, ko se pojavi časovni okvir, v tistem trenutku ne opravi dela oziroma se ne aktivira. To pomeni, imel si potencial, da v nekem trenutku nekaj narediš, ti se pa pač z nekega razloga nisi aktiviral, ali si pozabil, ali si bil len, ali se ti ne da in se pač nisi priključil, nisi opravil dela zato, da bi se manifestacija realizirala. In časovni okvir ni bil izkoriščen. In to se nemudoma zapiše pod rubriko neizkoriščen časovni okvir akaškega zapisa. Takoj se iz tega začne ustvarjati lekcija. Nemudoma, ko ti enkrat ne izkoristiš časovnega okvirja, ki ti je bil dan od vesolja, optimalnega časa za realizacijo nečesa, zaradi nekih tvojih težav na zemlji ali pa kaj svem kaj se ti je zgodil, se to takoj zapiše v rubriko neaktiviran, neaktiven, neizkoriščen časovni okvir. In to je zelo podobno tako, kot da ti imaš zdaj knjigo, ja, in ti zmočiš par strani, tako prav zmočiš jih, hardcore zmočiš in to postane neberljivo, ker se črnilo razlije in ti namoči še druge strani okoli tebe in je tako 1/3 knjige zdaj mokre, zvite in zdaj rabiš, da se to posuši in niti ne moreš točno prebrati, kaj piše in se tako ful matraš in se skupaj dlje traja in ne uživaš več toliko na poti, ker je knjiga mokra, ker je črnilo razpocano, nekaj niti ne razumeš in tako na pol nekaj se zgodi. To se zgodi, če mi ne upoštevamo časovnega okvirja, ki ga ima nek akaški zapis. Ko zamudiš prvotni časovni okvir, se avtomatsko sicer postavi nov. To se pravi, takoj, ko ti zamudiš prvi časovni okvir, ti akaša nov okvir postavi. Vendar pa ta ni več optimalen. In več okvirjev, kot zamudiš, več se jih popači, bolje akaški zapis popačen, spremenjen in težje ga realiziraš. In če jih zamudiš preveč, se v nekem trenutku akaški zapis zate odstrani. To pomeni, če ti vesolje da ful veliko časovnih priložnosti, da neko stvar narediš in ti vse zamudiš, se ti ta priložnost dejansko odstrani iz inkarnacije. Tako da, tisto pravijo, da je vsaka zamuda za nekaj dobra, ja je, ampak zamuda se ponovadi zgodi enkrat na eni lekciji ali pa dvakrat. Če ti zamudiš 10-krat, 20-krat, je pa to lekcija, je pa to že ego lekcija in takrat se ti zapis odstrani ali pa popolnoma spremeni. Če ti zamudiš enkrat na sestanek, ti bojo vsi v pisarni oprostili, po domače povedano. Če pa ti 1 leto zamujaš na sestanek, te bojo pa sestanka vrgli in iz ekipe in te bojo zamenjali. Dejansko je isto v akaških zapisih. Tako da, ponavadi se človek aktivira takrat, ko mu voda že ful teče v grlo in je že ful časovno v stiski in lovi zadnji rok. In
takrat potem, ker nima več izbire, more sprejeti časovni okvir, ki mu je bil dan strani vesolja, ne? Če noče zamuditi priložnosti. Ne? Ampak to so vedno boleči načini rasti, to so vedno tako neprijetne manifestacije, zaradi tega, ker ne uživaš na svoji poti. Bilo veliko bolj enostavno vse skupaj. Ne? Tako da akaški gospodarji imajo zdaj možnost, da ti spremenijo percepcijo časa tako, da se ti ustvari občutek nujnosti. To zdrav, akaški gospodarji so ful pametni. Oni točno vejo, kako naše telo deluje, kako naš deluje in imajo eno dobro terapijo, kako ustvariti občutek nujnosti. To zdrav, vsi tisti, ki ste malo odlašate ali pa imate malo lenobe v sebi ali pa neodločnosti ali pa kaj s vem, karkoli vam že blokira, da greste naprej, bo ta terapija prava za vas. Skratka, človek ima tendenco, da nekaj prej zaključi takrat, ko se zaveda teže naloge, ki jo mora opraviti. Ne? In tukaj so mi rekli akaški gospodarji sledeče. Predstavljaj si, da moraš ti prehoditi 1 kilometer. In takoj, ko ti jaz povem, da moraš ti prehoditi 1 kilometer, ti obesim 10-kilogramski nahrbtnik na tvoj hrbet. In zdaj ti rečem, 10-kilogramski nahrbtnik imaš na hrbtu, 1 kilometer moraš prehoditi in potem, ko prehodiš 1 kilometer, ti bomo ta nahrbtnik sneli. Dokler pa ti ne prehodiš 1 kilometra, ti pa nahrbtnika ne bomo sneli in boš skozi nosil njegovo težo. In zdaj ti čutiš obremenitev, ne? In zdaj ti veš, tvoj ego ve, da dlje časa, kot boš odlašal s tem, da hodiš ta kilometer, dlje časa bo tebe bolel. Ker če jaz bi zdaj vsakmu 10 kil nahrbtnik dal na hrbet, bi mogoče 1 uro še bilo zabavno. Po 1 uri bi pa začelo vse boleti, hrbtenica, ramena, križ, nekatere bi kolena bolela, sklepi. In po 2 dneh bi imeli vsi odrgnjen hrbet in ramena, muska, fiber in vezi nategnjene v ramenih. To se pravi, ko ti enkrat začutiš resnično težo, ki jo bremena, se ga hočeš čim prej znebiti. In verjem, če zdaj ti dam 10-kilski nahrbtnik gor, boš takoj šla hoditi ta kilometer. Takoj, ko boš rekel, tale kilometer odhodim, tole pol urce, urco, 10 minut, kolikor hitro hodiš, pa lahko dam dol. Ne? To je psihologija ega. Ego deluje na ta način. Ego ful rad odlaša, ampak ko mu pa je neudobno, pa hoče čim prej opraviti nalogo, zato da se čim prej znebi bremena. In akaški gospodarji imajo možnost, da spremenijo občutek naloge v fizično težo, ki jo ti nosiš.